Spoštovani obiskovalci, spoštovani predstavniki Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, dobrodošli v veliki dvorani Predsedniške palače na dnevu odprtih vrat, ki ga na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državnih praznikih pripravlja Urad predsednika Republike Slovenije. Vrata Predsedniške palače so tako tudi ob dnevu slovenskega športa odprta vsem državljankam in državljanom. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je Predsedniško palačo obiskalo blizu 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Kasneje si boste najlepše prostore lahko tudi ogledali. K osrednjem nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Lep pozdrav vsem. Naj vam, tudi vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, paraolimpijci, ob današnjem državnem prazniku zaželim vse najboljše, z najlepšimi pričakovanji in upanji za prihodnost. Zelo sem počaščen, da ste si danes vzeli to slabo urico časa za obisk tukaj v Predsedniški palači, da skupaj počastimo ta prvi državni praznik, ki se posebej posveča športu, praznuje šport in vse, kar je z njim povezano. Mogoče bi še enkrat ponovil to, kar sem danes že dejal. Šport najprej krepi naše zdravje, že zato si šport zasluži eno veliko pozornost posameznika in skupnosti. Šport krepi naš ugled, samo pomislite na sijajne dosežke naših športnikov. V 30 letih naše samostojne države so zelo, zelo pomembno, morda celo odločilno pripomogli k ugledu in prepoznavnosti med najširšo množico vsepovsod po svetu. In tretjič, šport nas povezuje. Slovenci smo si tako kot vsi drugi, med sabo tudi zelo različni, ampak potem, ko pa pride do športnih tekmovanj, pa držimo eno zastavo in poslušamo eno himno ob uspehih naših športnic in športnikov. In v teh 30 letih samostojne države res ne manjka na športne podlage vseh drugih generacij pred tem. Mogoče bo enkrat ta praznik, dan športa, postal dela prost dan. To je prav gotovo bilo na začetku, ko smo se kot zarotniki začeli sestajati pred 5-6 leti in se začeli posvetovati o tem, da bi mogoče Slovenija enkrat, tako kot 7, zdaj 8 držav v svetu imela državni praznik posvečen športu. Nekatere države imajo tudi dela prost dan. Prvič sem zato slišal in izvedel kaj več o temu v Katarju, ko mi je emir takrat predstavil njihov koncept prostega dne, ki je namenjen športu. Seveda Katar je bogata država, tudi večina drugih držav, ki imajo, sem pogledal, praznik športa, so bolj razvite, bolj in športno razvite in tudi bogatejše države, ampak očitno je, da si želijo s prostim dnem in enkrat bo verjetno tudi v Sloveniji tako, dodatno spodbuditi, inspirirati ljudi, da mogoče tisti dan, če sicer ne, morda preizkusijo kakšen nov šport, rekreacijo, ki bi jih navdušila za kasneje, da se na tisti dan oddolžijo športnikom za njihove velike uspehe, da proslavljamo torej vse tisto, kar nas v športu inspirira. Danes smo tukaj v tej dvorani pred slabo uro uročili odlikovanje Atletski zvezi Slovenije. Tukaj so bili vsi vidni delavci iz te zveze in najuspešnejše športnice in športniki te zveze, ta hip. Bilo je zelo lepo, čeprav seveda tako kot mi, zdaj vse mora potekati pod strogimi ukrepi, ki veljajo v času covida, ampak kljub temu smo se odločili, da ob državnih praznikih vrata Predsedniške palače ostane odprta, da povabimo ljudi, ki si želijo pogledati mogoče malo bolj na hitro, kot sicer
prostore, da to storijo. Smo zelo zadovoljni, da ste prišli. Danes smo vsi še posebej počaščeni, da so tukaj naši šampioni, paraolimpijci, tudi njihove uspehe, vaše uspehe iskreno slavimo. Zelo sem zadovoljen, da ste tukaj. Po tem kratkem nagovoru bomo prisluhnili uvodu v ta sprehod po predsedniški palači in vas bom potem, tiste, ki se boste odločili za to, da greste skozi palačo, počakal še v moji pisarni, pa če boste imeli kakšno vprašanje ali kaj takega, bom rade volje na ta vprašanja odgovoril. Žal se ne moramo objemati in tako naprej. To samo ob največjih športnih uspehih, takrat preprosto zmanjka discipline za to, da to ne bi počeli, ampak to je, se mi zdi, dovolj človeško, da vsi to razumejo. Naj vam torej danes ob tem državnem prazniku zaželim, da bi ga praznovali tako iskreno, da nas bi povezoval, da nas bi navdihoval k športni aktivnosti. Vsem tistim pa, ki ste športniki na najvišji ravni, pa želim tudi veliko uspehov. Ste naš velik navdih in se vam zahvaljujem za vse, kar naredite za prepoznavnost naše države in za navdih mladim generacijam, da vam sledijo. Lepo se imejte tukaj, čestitke še enkrat, dobrodošli. Ob današnji priložnosti so z nami tudi predstavniki Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, ki so danes v želji po spodbujanju zdravega in aktivnega načina življenja prikolesarili tudi mimo predsedniške palače. Predsedniku republike bodo ob tej priložnosti izročili parašportno zavezo gibanju. Vabim predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja gospoda Damjana Lazarja in parakolesarja gospoda Aneja Dopliharja, da predata listino. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, tudi za nas, parašportnike, je danes pomemben dan, kajti praznujemo prvi dan športa, ki nekako sovpada z Evropskim tednom športa Be Active. Za naše športnike je to zelo pomemben dan in se zahvaljujemo, da je država nekako prepoznala pomen tega dne in da na ta način se nekako pokloni tudi športu. V ta namen, kot naša krovna organizacija Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komitej, vam predajamo zavezo, skozi katero se zavezujemo, da bomo v naslednjih 10 letih poskušali biti še bolj uspešna zveza, krovna organizacija na področju parašporta in da bomo ena od gonilnih sil vsaj v Evropi. Želimo tudi na ta način nekako zavezati se, da bomo v prihodnosti vključevali veliko mladih v ta sistem športa, ker smo prepričani, da je šport tudi za parašportnike zelo pomemben, ne samo z vidika tekmovalnosti, ampak tudi načina in zdravega vključevanja v družbo. Namreč prepričani smo, da je šport en od mostov socializacije invalidov v družbo. Prosim vas, da tudi v prihodnje, tako kot v preteklosti, podpirate naše športnike in šport in prepričan sem, da bomo na ta način bolj prepoznavni in glasnejši in da bodo naši športniki na ta način dobili še večjo podporo. Hvala lepa za vse storjeno, v pričakovanju še napredka na teh naših področjih. Sledi fotografiranje s predsednikom republike.